Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni na Slovenski matici, na današnjem večeru, pogovoru, navdihujočem, ki bo govoril o Kristusovi navzočnosti v svetu. Prav posebej toplo pozdravljam našega prvega gosta, to je Marko Pogačnik, kipar, filozof in tudi matičinega že uveljavljenega avtorja, profesorja dr. Lenarta Škofa. V času, ko poskušamo vprašanja o tem, kakšen odnos postaviti starajočo se generacijo, rešiti kar s kakšno enostavno pravno rešitvijo, v času, ko vse bolj opažamo pomanjkanje empatije, dialoga, občutenja drugega, tega iskanja zaradi katerega moramo postavljati meje sami sebi, o čimer so govorili že prvi grški modrci. V tem času je seveda še veliko bolj dobrodošlo spraševanje, pogovor, dialog. Dialog o Kristusu kot nosilcu principa ljubezni. In ljubezen je vedno ljubezen med dvema, ljubezen je odnos med jaz in ti. In tako bo tudi danes potekal naš pogovor, kot je dialog, kot srečanje dveh izjemnih mislecev in modrecev z vami vsemi. Zdaj pa predajam besedo. Hvala lepa. Pozdravljeni tudi v imenu našega inštituta za filozofske študije v Kopru, kateremu pripadam, ki je tudi soorganizator tega dogodka skupaj z skupaj z Slovensko matico. Se bomo tudi na glas govorili. Današnji pogovor je težko umestiti v neko načrtovanje, kot malo voda naredil, kakšno minutko, dve, potem se bom seveda pogovarjal z Markom o njegovih knjigah in o stvareh, ki mene navdihujem, s katerimi se tudi trenutno ukvarjam. Jaz sem že pred kar veliko časa, ko sem še študiral filozofijo, prebiral tako ob strani študija, pa ne, da je tukaj obstranskega, njegovo knjigo Ljubljanski trikotnik, hodil po Ljubljani, po Tivoliju in tako naprej in nekako se potapljal v nekatere vzporedne nivoje razmišljanja, ki jih med študijem filozofije ponavadi ali pa skoraj sigurno ne dobiš. To je bil en tak začetek. Potem sem seveda tudi bral njegovo knjigo Ko se bogine vrne, ki je bila še v nekem drugem okviru, nisem se še ukvarjal toliko s teologijo in temi zadevami, nekje potem čakala do leta, zdaj malo spet bolj prišla na površje. No, ker se pa zadnje čase ukvarjam z novo knjigo, ki jo pišem za matico, ki bo čez nekaj časa šla ne še tako hitro, nekaj vrste mistično teologijo. In ker me zelo zanima teologija, še najbolj se navdihujem v sodobni teologiji mormonizma, kakor se bo to komu hecno slišalo, pa bom potem razložil. In ker sem pri mormonih, seveda gre za liberalne in najbolj napredne teorije, ki niso nujno vse kanonizirane, ki niso vse priznane strani mormonskih hierarhij, ki so podobne kot druge v cerkvah, ko sem bral, da je to edina pravzaprav teologija, ki razmišlja o tem, da bodo odrešene skozi Kristusa in skozi teologijo tako živali, rastline, kot tudi minerali, poleg ljudi, sem se pa seveda spomnil na Marka. In ker sem njega srečal na enem simpoziju lansko leto, sem ga kar direktno vprašal, kako on vidi torej, to strukturo, elementarno strukturo ali pa ontološko strukturo kamna, ker me pač vedno navdihovala ta kombinacija, pač kar občudujem kiparstvo, kot neko res perfektno, popolno umetnost, zahtevno, in ker občudujem seveda filozofijo in teologijo, sem se začel sprašati teh stvari. No in me Marko potem napotil na svojo knjigo, Moč zemlje, Kristusova navzočnost, ki sem seveda pred leti bral, vendar spet jo nisem nekako znal umestiti v pravi kontekst. Ko sem pa to videl, kaj je recimo on leta 1990 naredil, in ko sem primeral z drugimi trendi, sem ugotovil, da gre za izjemno delo, tudi svetovno merilo, nam recimo leta 1989 izide knjiga Matthewa Foxa,
ki velja nekako za temeljno delo sodobne okoljske teologije, The Coming of the Cosmic Christ, The Healing of Mother Earth. To je rekel, kot bi prevedel naslov Markove knjige v angleščino. In torej gre za ene, rekel, zelo preroške misli, ki so se pojavile tudi, kot bom pa poznaj videla pri Marku skozi njegove vizije Jezusa v poznih 80-ih letih in v času, ko so samo, rekel, tisti najbolj preroške nekajčin misleci že slutali prihajajočo podnebno krizo, v kateri smo pa danes na nek radikalen način. Ne? Trenutno se torej sam ukvarjam s to, rekel, teologijo, ki ima več, rekel, povezav, navezav ene tudi na okolje in me izjemno zanimajo te teze. Mi bomo na koncu današnjega predavanja prebrali tudi eno pesem naše kolegice iz Kopra, sicer iz Avstralije, ki jo je napisala ob tem času teh avstralskih požarov, ona iz Canberre, trenutno tukaj živi, v našem projektu deluje, že danes je žal tukaj ni, je pa prevedla pesem Ana Elnikar in bo prebrala Meta Kušar. No, s tem bom tem zaključil. Za začetek bi pa torej nekako iz tega okvira potem kar nekako se v prvi sklop nekako premaknil in se bo pogovarjala predvsem o tej knjigi najprej Moč zemlje in Kristusova navzočnost. Prebral bom, oziroma podnaslov 5. evangelij, prebral bom en kratek odlomek, ki se mi zdi pomemben. Takole pravi o Jezusu, ne? Ljudem je ponudil ključ do ponovne povezave s kozmičnimi razsežnostmi božanstva in z elementarnimi svetovi zemlje. Zdaj, zanima me najprej, v tej knjigi vidimo tudi, da so se ti dejansko med obiskom bazilike svetega Marka v Benetkah, da se dejansko po nekih naključjih vstopil skozi neke hodnike, prišel skozi ene poti, ki sploh niso bile nekako določene, da bi mi hodila, ne, ampak so bolj za kler verjetno, ne, rezervirane, da si prišel v središče enega obreda katoliškega in da si med tem obredom videl tam sicer enega neveličnega duhovnika, ampak vendarle kljub temu med obredom podelitve hostije se nekako tebi tam nad tabernaklom nekje prikazala ta krogla, v kateri si videl Kristus in tako naprej. In Kristus je nekako potem napolnil tisto cerkev in tudi tvojo knjigo potem. Zdaj me zanima, ti si zelo, rekel, glede tega kritičen, kot filozofi, da znaš ločiti med vizijo in med nečem, kar je otipljivo, pa neotipljivo, večkrat poveš v knjigi, da seveda ta elementarna bitja, ki si jih začutil in videl, seveda niso realna bitja, kot bi jih filozofi želeli mogoče testirati proti, ne vem, nekim svojim argumentom, ampak da so seveda to neke sile, ki jih čutiš na ta način. Me prav zanima, kako bi si ti razložil, da se je ta Jezus na nek način pojavil v tvojem življenju, v tistem obdobju. Na ta način. Ja, umetniki govorimo o inspiraciji. To se pravi, zame je bila to inspiracija, čist nepričakovano. To ni bila bazilika svetega Marka, ampak za svetim Markom je še ena druga pomembno svetišče, to je sveti Teodor, ker sveti Marko in sveti Teodor sta skupaj zaščitnika Benetk. In to je ta zadaj skrita in se ne pride kar tako zraven. Tako da je bil posebna situacija, potem pa še to, kar sem videl, je bilo nad Mašo, bi rekel, nad duhovnikom je bil kot ta svetu, kot balon, kot se orbsi danes pojavljajo samo velik, ampak kar me je zares pretreslo je to, da je med deljenjem kostje se je spustil lik Jezusa in je hodil med ljudmi, ki niso nič čutili, nič, pač vse je teklo tako normalno, kot sicer teče, tudi sem videl, da jih je malo pobožal, tako ampak sem čutil neko žalost, to me je pravzaprav usmerilo na to pot, ker potem sem še večkrat namenoma šel k Maši pa opazoval, ampak sem videl, da je zmeraj nekaj kot žalost, da to ni prava reč. In tako sem potem razumel, da je on obljubil, da če se lomi kruh v njegovem imenu, da bo navzoč. In to drži, to me zelo pretresel, ko sem videl, da to drži.
Ampak hkrati sem videl, da to ni prava reč, da to ni prava reč, da on ni s tem srečen, on se je nečemu zavezal, ampak situacija ni več tista. In tako sem potem začel brskati, da bi našel, kje je vzrok. Mene zanima, zakaj je ta civilizacija tako zavozila in uničuje vse, začela vse uničevati okrog sebe in slutil sem, da tukaj so neki vzroki, neki globoki vzroki za to. Ker se recimo poklicno ukvarjam z zdravljenjem prostorov in krajin in mest, me zelo zanima, večkrat naletim na to, da je neka stavba, recimo cerkvena stavba, kot blokada na enem svetem prostoru in se moram potem s skupinami s tem ukvarjati. No, tako, mislim, tako se je ta stvar začela odvijati in kasneje sem začel zapisovati. Ja, zdaj, ko si omenil to, pa jaz na žalost, neke vrste pa te blokade, verjetno kot mogoče moj odziv, ne, veliko cerkva so verjetno gradili tudi na nekih prakrščanskih mestih, ki so bila zelo sveta, ki so bila zelo povezana z elementarnimi svetovi in vemo, da pa če samo bolj to betoniranje ali pa gradnje nekih hiš, če ni premišljena, če ni morda oglašena z okoljem, ni seveda nujno tudi dobrohotna, ne. Po drugi strani to razumem, verjetno to žalost pa, in seveda zdaj bo šla malo eno stopnjo naprej, kot zavedanje, in sam se predvsej s tem ukvarjam zadnje čase, zelo me navdihnila ta misel treh dob, ne, se tudi tega bo do konca prišla, ampak potem dosti piše Lucy de Garan, ampak videl sem seveda, da te ona prevzela od prejšnjih mislecev, recimo že Eugenius Fiore je potem pisal in je nekako že on postavil, da se nekako tretja doba nekje v duhu začela z Benediktom iz Nursije, tam v 5. 6. stoletju, da gre pravzaprav za tretjo dobo, pa ne seveda Diečo, Aquarius, pa nekaj tazga, ampak za dobo duha, dobo svetega duha, dobo diha, ko bo človeštvo, ki je najprej bilo zavezano dobi očeta, ki je pač doba nekega zakona, zakonodaje, zapovedi in tako naprej. V drugi dobi je nekako iz ženske se rodil odrešenik in Lucy Gray predstavi, da tudi Kristus potrebuje dve ženski, Marijo in njeno mati, da se je rodil, skratka še radikalizira to konstelacijo in ti večkrat omenjaš, da si v vizijah Kristusa videl hkrati tudi ženski vidik, ki ni Marija, ampak je Sofija, zato da si pač to spolno razliko v ravnovesju in da nisi šel na hierarhično, ampak na enakovredno, v tem, kar boš vprašal. No in tretja doba je tista doba, kjer se bo človeštvo sposobno, kar je pa najbolj, rekel, problematično za teologijo in za cerkev, za mene, ker se bo človeštvo samo poskušalo divinizirati, potem so seveda mnogi že pisali o teozi in tako naprej, vendar, če to zadevo resno vzamemo, potem moramo tudi vse posledice sprejeti. Se pravi, tisto, kar bi mogoče zdaj vprašal na podlagi tega, v tvoji knjigi vse posod omenjaš to elementarno prisotnost. Se pravi, Kristus je nedvomno povezan s elementi. Recimo, Jack Caputo, ki je največji teolog, po mojem mnenju, sodobni, on iz katoliškega okolja prihaja, vendar je rekel post-hermeneutični, postmoderni teolog, z njim sem tudi sodeloval in tudi v tej knjigi, po moji zaslugi, po Šeri Garajevo noto ključil, ker je prej ni poznal. No, on takole pravi, o Jezusu. Kozmični Jezus in kozmična milost, malo bom takole samo dal par, Potem pravi 4 elementi, ki krožijo okrog telesa vsakega človeka. Kraljestvo Boga je polje mesa, mesa, ki ustane in ki bo tudi pač ostalo kot meso. Pravi, kako si jo predstavlja Jezus, se pravi takole, Ješua, kot ga imenuje, je bil tiste vrste človek, katerega pnevma, torej dih, ta božanski dih, je napolnil vsak prostor, katerega je vstopil. In v tem smislu bi se mogoče zdaj rad v teh, pa še če dodam, predvsej študiram tudi Merleau-Pontyja, zadnje čase francoskega filozofa, ki je žal prezgodaj umrl, ko je ravno najboljše stvari začel razvijati. Merleau-Ponty seveda, njegov glavni koncept je meso. In meso, flesh v angleščini, vemo, da je pač v Janozovem evangeliju beseda meso postala in Merleau-Ponty še tale stavek pravi, da narava, človek in Bog so
prečrtani, nadčrtani z eno črto, ki jih povezuje. Skratka, narava, človek in Bog so eno, na nek način v ontološkem smislu. Ne, da so enost, pa eno, da so enaki, ampak da so, in v tem smislu narava sama, elementarni svetovi, so pa list te biti pravi, ne, list, skratka, list, na kateri počiva vsa bit. In zdaj me zanima, kako so se ti elementarni svetovi, nekako, kako bi zdaj kozmičnega Kristusa, zemeljskega Kristusa povezal neko celoto. Ja, jaz tako dojemam, da je hkrati zemeljski in kozmični. No ja, to ni nič posebno. Ampak jaz sem opazil, da je ta zemeljski vidik nekako potisnen, kot da bi se nekdo bal, da bomo ljudje se zemljo povezali, preveč povezali zemljo. Kot da je, dobro, se je bilo obdobje, ko smo se morali ločiti, jaz temu ne ugovarjam, zaradi tega, ker smo bili preveč povezani, preveč smo živeli v tisti popolni harmoniji, recimo v neolitiku, denimo. In je prav, da je prišel nek dobe reza, ampak to je zaradi tega, da bi mi prepoznali, da je znotraj nas celo vesolje, da ni treba, da smo odvisni od koga zunaj sebe. Zato sem to knjigo napisal Vesolje človeškega telesa, ki imaš tudi, in sem skušal pokazati, da je vse, kar obstaja na kozmičnih in na zemeljskih elementarnih nivojih, da je vse znotraj nas. Jaz mislim, da je bila to njegovo učenje v tem smislu, samo da je prevladala neka politična volja uveljaviti krščanstvo med tedanjim ljudstvom ali pa vladajočo kasto, in zato se je potem to njegovo učenje obrnilo, pravzaprav odzrnilo. Torej je bilo, to skušam tudi v tej knjigi pokazati o evangelijih, da so taka mesta, kjer je izrazito bila postavljena globoka blokada, prav sovraštvo do narave in do matere življenja, kar jaz povem, da je pozitivno v tem smislu, da je človeka postavil na pot samosvajanja, notranjega samosvajanja, ampak po drugi strani je pa obrnil celo civilizacijo proti naravi in proti temu, da smo utelešna bitja, in proti mineralom, rastline in tako naprej. Dejansko, ker v smislu tega, kar sodobna teologija imenuje recimo kozmični Jezus, ki tega še prideva, jaz tega celo nisem še omenil, pa bi moral že prej, da ta knjiga, torej Moč žene, Kristovna navzočnost, ki bo mingrede tudi letos jo bomo ponatisnili v naši založbi v Kopru, je peti evangelij zato, ker se nekako v tistem obdobju s tem navdihom tipal dobesedno po evangelijskih tekstih, recimo to ponovadi teologi delamo z raznimi metodami, že od konca 19. stoletja je popolnoma jasno, da so evangeliji pač, ali pa že od začetka 19. tekst, ki ima kot tekstura, ki ima več avtorjev, nekateri so znani, nekateri manj znani, in seveda brez dvoma so tisti pasusi, ki so v evangelijih, pa tudi potem pozneje do razodetja, tudi nam, ki smo bolj rahločutni, intuitivno, rekel, upirajoči se, se pravi, kjer bo Jezus prišel na silo ločevati stvari, tudi ti seveda na svoj način intuitiven zaznaš kot neprimerne za Jezusovo sporočilo. Tako da na nek način, čeprav nikoli ne bomo vedeli, kaj bi Jezus učil in kaj je učil, pa vendarle lahko skozi nekaj, zdaj morda pravi, da en samcat stavek, da je iz evangelijih mogoče iz njegovih ust, ne, ampak vendarle skozi tvoje branje seveda ugotavljamo, da se da priti do nekega smisla, vendar zato potrebujemo seveda veliko mero intuicije, navdiha, vizije in nekega posebnega stika. Tako da se mi zdi to, ne? Jaz sem se tega lotil znanstveno, mislim. To popolnoma natančno, torej jaz sem razvil tolikšno senzibilnost, ker delam 40 letja neprestano z naravo, s pokrajinami,
In sem razvil tako senzibilnost, da lahko za vsako besedo vem, ali je Jezusova beseda ali ni. In to sem tudi pokazal, mislim, potem, to je pravzaprav temelj te knjige, da sem šel skozi evangelije in sem opazil, da so, če je Jezusova beseda, potem jaz ločim po 4 elementih, pa 4 etere lahko občutim. In tukaj je recimo zemeljski eter prav pritisne besede na papir, medtem ali pa ognjeni eter postav palčke, zlate palčke nad vsako črko, visoke 2 do 3 cm. Ko pa pride tujek, se pa to obrne in nastane črna luknja. Mislim, je črno, dokler spet ni. Včasih je sestavljen iz več koskov, nekaj od njega, potem je pa vstavek, pa tako. In tako sem potem sploh odkril te blokade, recimo vodijo v naše sodobne ekološke probleme. Če je Jezus na poti v Jeruzalem preklel smokvo v tistem času, ko piše, ko ni imela sadov, jo je preklel in ko so drugič dan šli mimo, je rekel, Peter, poglej, smokva se je posušila. In če jaz vem iz neolitskih študij, recimo antropoloških, da je smokva sadež boginje, življenja, zaradi tega, ker je znotraj rdeča in ima neskončno semenčic, torej je simbol neskončne plodnosti in je to v podzavesti človeškega rodu, tako rekoč. In če on kot božansko bitje prekovne, potem je pravzaprav postavil generalno blokado v odnosu, ampak ne on. Seveda, to je politična neka dejanje, izjava, politična izjava, kako usmeriti recimo krščansko kulturo ali pa našo kulturo in določeni smeri v tisto tragično situacijo, v kateri se danes nakajamo. In to je samo eden od primerov. Zato jaz skušam biti objektiven, ampak to je seveda subjektivna objektivnost. To jaz ne uporabljam nobenih radiestezijskih orodij ali pa, ne vem, detektorjev laži ali takega. Ampak skušam biti čim bolj odgovoren do tega, kar delam in občutim pa tudi logično gledam. Recimo, če tam piše, da je čas, ko ni imela sadov, potem takoj vidim, že logično se vidi, da je to nastavljen, zavestna blokada. Tukaj so prišla dejansko, zato sem že nastrpan na to drugo temo boginje, ne? Recimo se tudi kakšna Artemida je tako podobljena kot polna teh sadov, ne? Tudi v svoji knjigi predvsem o tem pišem na filozofski svoj, pač poseben način. V tvojih delih vedno vidim to razsežnost, da ti praviš, da nedvomno Sveta Trojica je tudi trojstvo boginje, to tudi meni se tako kaže, recimo v moji teologiji. Potem praviš, da je boginja nekako izgnana v področje trebuha, da samo še tam prebiva, ker pa so ljudje nekako prepričani, da druge ne rabijo, ne? Potem praviš tudi, da recimo, mi vemo, da je v najstarejši dobi Grške, torej, ko je Zeus nasilno prevzel oblast nad vsemi bogovi, ko je zagrešil torej, ta prvi matricita, ne, ko je pač z Ukano zvabil boginjo Metis ali Metidov, ne, k sebi in rekel, pa če si tako mogočna, torej boginjo vode, glavno boginjo morda prve generacije bogov grških, ker Zeus je 4. generacija, in jo še pred kaosom pa pred temi prvi bogovi, in nekako rekel, pa da se spremeni v vodo, če lahko, in jo je popil in potem iz glave sam rodil Ateno. Se pravi, Bog na zahodu v Grčiji in podobne geste se opravljajo tudi monoteistični bogovi. Bog nekako sam zagreši, če hočemo, ali pa tisti, ki ga sedaj interpretirajo, nekaj vrste matricida in Bog, saj Zeus, je nekako prepričan, da lahko sam rodi otroka, da ženska pa pravzaprav je samo za neko
da plod se redi v ženski, rodi ga pa pravzaprav moški, kako se to čudno sliša, ne? Na ontološki način. Zdaj, ti si seveda imel tudi nekaj zanimivih vizij, ti praviš, da je sestra duša, jaz sem lik sestra pisal, da je v bistvu to neka energija, ne? Potem vidiš tudi to pri Hildegardi iz Bingna, v tisti znameniti njeni sliki Jezusa in Sofije, ki tako objema celo stvarstvo v bistvu in Gajo nekako noter vidiš, pa Faroniko ribo, ne. Preden greva do torej sveta, preko biti mineralov, mislim, da je nujno to ravnovesje vzpostaviti med moškim in ženskim principom, ki ga tudi sam vzpostavljam, ker dejansko sam tako čutim, da vsi te skoraj brez izjem velike religije so to pač podrle. V Indiji imamo nekaj poskusov ravnovesij, imamo recimo Šiva, Šakti, imamo šaktizem, ampak še vedno, ko gre na politično raven upravljanja z religijo, se pa seveda spet ženska energija podreja moški. Tako da tega je zelo malo pravzaprav, ne, in moj poskus Antigone sestre je pač v tej smeri. Tvoj, torej, ko se boginja vrne, je pa emfatično, rekel, spet nek zasnutek neke dobe, ko se bo treba vprašati, kako naravo nekako povrti ravnovesje, pa če te malo o tem govoriš. Ja, poleg te srečanja v cerkvi svetega Teodora sem imel potem nekaj let kasneje, ko še nisem te knjige pisal od sebi, sem imel tako vizijo, da ste se navzočnost, se o tem tudi pišem, da sta bila Kristus in Sofija, torej moški in ženski vidik, hkrati navzoča in sta en čas je bil moški, en čas ženski. In to zelo jasno. In ta, recimo, Hildegarda van Bingen, v njej viziji je Sofija Kristus. Kristus je samo njen moški vidik, to se pravi, ima dve glavi, tako je Zlatobroč, potem je pa Kristusova glava. Ampak to ni samo enkrat, v dveh primerih je taka pri njenih vizijah. Tako, ja, ne vem, jaz tako čutim, da je tako res, tako kot da ženska je tista, ki zaokroža celoto. To bi bila, recimo, trojna boginja. Potem moški je pa četrti člen. Pri devici moškega ni, je še vse, če je ta trojna boginja, tako kot jaz to razumem, je najprej princip celosti, torej bela boginja, tukaj moškega še ni, ampak je vse združeno v celoto. Ampak potem rdeča boginja, zaprav boginja visokega poletja, takrat pride do svete poroke, oziroma se moški polarizira moško-žensko in pride do interakcije, sodelovanja, ljubezni. In potem tretji vidik pozna jesen, zima, črna boginja, boginja preobrazbe, regeneracije. In to je pri Grkih, recimo, Demetra, Kore, svojo hčerko, ki je Kore in je pomladna boginja, ampak jo Bog podzemlja ugrabi in je potem Persefone, boginja podzemlja. To se pravi, to trojstvo se je nekako prebilo skozi patriarhalno, skozi Cevsovo oblast in je tudi bil hud spor med njima in je Demetra za nekaj let zaprla vse vire. Vzela žito, ne? Dokler ni popustil Cevs in je moral dovoliti, da se Persefona spomladi vrne do jeseni. Tako da se ciklus nekako prebil, kot se je v krščanstvu, da je Marija je devica in je Madonna kot mati Boga, Madonna, mati Boga. In potem črna Marija, ali črna Madonna, ali pa Pieta, včasih nastopa kot Pieta. Tako da je to trojstvo, mislim, da je nekaj osnovnega, kot kozmični arhetip, ki se potem prebija skozi različne
dobe, kulturne vzorce in danes mislim, da je čas, da to ozavestimo, ker to je ciklični princip, govorimo o cikličnem principu gospodarstvu pri ekologiji, tako, ampak jaz pogrešam to, s čimer se jaz ukvarjam, je vzročni, torej arhetipski nivo. Mislim, da tudi tebe ta nivo zanima, ker če ne gremo prav do teh temeljev, potem je stvar ni uzemljena zares, ni vključena v kozmične cikluse, ampak mi nekaj spet barantamo s to cikličnostjo. Ja, kot meni se tudi v mojem premišljevanju na Tigonih sestrah si mi nekako ta ontološki, temeljni ontološki vidik, ali pa tudi teološki se mi je nakazal kot neka matrica ali maternica na nek način. Zanimivo je recimo, da Kitajci, ko prevajajo Janez Evangelij, začetkova beseda, torej logos, prevajajo z Dao. Dao je v bistvu ženski princip. To potem ustreza temu, da je logos na nek način ni samo tisto, kar ga mi razumemo, vendar ima sebi lahko tudi neko feminino noto, kar nujno ima. Ko si to omenil, mogoče en tak, da je Demetra zaprla žito, recimo, če spoznate ta film Interstellar, Christophera Nolana, ta film se dogaja v neki postapokaliptični dobi, ko v Ameriki divjajo tako viharji prahu, in to dejansko, tako nani Dust Bowl, to je bila prva katastrofa ekološka, ki je človek povzročil, dogajale se od leta 1930, 32, tam enih 6 let, v osrednjih ZDA, tam Oklahoma, Kansas in tako naprej. In to je bila velika, rekel, kriza, namreč pojavljali so se strašanski, rekel, vihari, ne tornadi, ampak vihari prahu, ki so uničili vse, kar pred sabo. Zakaj se je to zgodilo? Tam je bila seveda včasih ravnica z tako lepo, mehko travo, ki je dejansko zagotavljala vse, pravzaprav, vezale nase, pač vlažnost in tako naprej. Potem so prišli naseljenci, so rekli jim prebivalci, pač teh so imeli izkušnje od prej, od Indijancev, da tukaj ne smejo seveda ničesar početi. So pač uničili popolnoma vse, naredili kot polja, pripeljali živino. Živina je to populila, je postala zemlja popolnoma pač na nekaj neuporabna. Potem je pa prišlo nekaj slušnih let in so se začeli pa potem zaradi teh zadev dvigovati te vihari, ki so, če greste pogledati Dust Bowl, pač vtipkajte, dobite kroniko, to so mogli pobiti milijone živali, ker so bila brez vode, brez hrane, ljudje so se selili, zadeva je bila apokaliptična, vse je bilo prekrito z metri prahu, ljudje so imeli resno bolenje. To zelo spominja torej na današnjo krizo v Avstraliji, ki se še vedno seveda politiki pravijo, da ni, pa da je to nekaj drugega, ampak mi vemo, da seveda aboriđini so znali upravljati s temi božanstvi, elementarnimi, in so vedeli, kako je treba zemljo upravljati, narekovaj, če upravljamo ljudje. In tle vidim en tak primer, kako skozi ta prehod z te senzibilnosti, ki smo jo zgodili, kako smo to narobe razumeli pač po izgonu iz raja, da nam je zemlja nekako, kot bo zdaj pa šla do tega zaupana v varstvo. Tako da jaz bi zdaj mogoče šel na to tretjo točko, ta mineralna, rastlinska, živalska bit, jo poimenujem. Recimo Teilhard de Chardin, ki je izjemen mislec, jezuit, je bil en redkih teologov, ki je pač, kot vemo, bil tudi paleontolog. On je študiral paleontologijo, vedel vse o tem, hkrati bil pa tudi predan teolog, in ko je tiste najbolj radikalne misli pisal še za časa življenja, so ga zaustavili z dekretom, torej jih ni smel objaviti, so pa ostali, seveda, imamo danes vse tisto, kar je objavljen, kar tudi ni objavljen za časa življenja. No, Teilhard pravi, da je naša celo stvarstvo v bistvu kristogeneza nekaj. Zdaj mnogim očitajo, da je to antropocentrično, to danes se ne bi tega nagovarjal tukaj, ampak on pravi tako, da je dejansko napisal himno materiji, napisal je, ko je bil vojak na fronti, prvi svetovni vojni, v Jarku je to pisal, ne bi mogel imeti, rekel, slabših pogojev, pa vendar je naredil to himno, ker časti vso materijo. On materiji daje, in tukaj je prekamno pomembno delo, materija je spiritualna in spiritualnost je materialna. Zdaj, na tej ravni bi rad govoril, s tabo. In ti praviš v tej knjigi,
vesolja človeškega telesa, uporabljaš recimo pojem občestvo rastlin. Ne? To mi ponavadi uporabljamo občestvo, ne vem, v cerkvi ljudi, ti vidiš, da je občestvo rastlin. Potem na tistem predavanju, ko sem se lansko leto srečala, si tako rekel navdušeno, ko si o drevesih govoril, si rekel, za drevesa smo mi ena A, ne, ljudje. Kukor mi so ponosni na nas. Ne? Nisem nikoli v tem smislu razmišljal, ker vedno se ljudje nekako dajemo v nič na nek način, torej ali dajemo nič proti nekim bitjem, ali pa po drugi strani bitje dajemo v nič. Ti pa lepo vzpostavljaš ta način, da neke stvari imajo živali bolj razvite, kaj vem, da je telepatija pri psih dokazana, jaz imam psa in nisem še tega sicer sam videl, ampak vem, da so z resnimi eksperimenti dokazali, da obstaja. Ne? Pri rastlinah obstajajo mnoge stvari, ki jih mi rekel ne slutimo. Ne? Ti pa praviš, da so drevesa pa na nek način nas rabijo, ne? Na nek svoj način, da se zavedajo, oziroma narekovajih zavedajo, kako čutijo, da smo mi vendarle kot ljudje izjemno obdarjeni, imamo ta pač razvit intelekt, nimamo samo rastlinske bitke ali pa živalske, imamo še svojo, rekel, imamo izjemne sposobnosti, ki jih pa se da uničujemo, ne, in ne izkoriščamo. Tako da me pravzaprav zanima ta identiteta, ne, kako to vidiš? Ne? Ja, jaz vidim materijo kot najvišjo obliko duha, to se pravi, v smislu razvoja, da je to največji možni dar božanstva, utelešenje. To se pravi, s tem povezavi tudi, da znotraj nas je celo vesolje ali pa elementarni svetovi, pa rastlinski, živalski, vsi ti elementi so iskali nekakšno pot, kako priti skupaj in najti, se pojaviti kot neka skupnost. Ta skupnost je v nas. Mi sežemo do angelskih nivojev in do podelementarnih, ker niso samo elementarni, to se pravi elementi kot bitja vode, zraka, zemlje, ognja, ampak obstajajo še bolj bistveni, to so podelementarni nivoji bitja, to, kar poznajo mitologije kot zmaje in velikane, recimo. To so tisti, ki kot Atlas, grški, nosi zemljo na ramenih. Se pravi, tista bitja, ki držijo utelešeni svet v obliki, da obstaja. In vsi te, človek ima dostop do vseh teh ravni in zaradi tega ga nas drevesa tako zimo občudujejo. Hkrati so pa žalostna, ker ljudje hodimo mimo in ne vzpostavljamo stika. Ker oni imajo pa dostop, recimo, do modrosti zemlje. Zemlja je za mene kot ena ogromna spominska krogla. To, kar je teater še ven, mislim, tudi govori o tej noosferi, kot sfera zavesti. Je sfera zavesti, ki ona ne govori, ampak vsako drevo, vsaka trava, vsak človek je njen jezik. Ona, ta noosfera govori in zato je vsa ta bitja imajo dostop do te noosfere, do te vse modrosti. In mi tem vidim največji tragiko te civilizacije, da mi mislimo, da je to božanska modrost, recimo nekje drugje, v nekih višjih sferah, ampak je najbolj skoncentrirana v nas, potem pa tudi v rastlinah in mineralih in tako naprej. Tukaj vidim, sem optimističen glede razvoja zemeljskih sprememb. Ker če bi mi ozavestili to, potem lahko v bistvu znotraj sebe vse uredimo, ni treba reševati podnebja. Ampak
če je določeno, jaz mislim, če je določeno število ljudi, se prepozna, da je znotraj nas. Ampak tukaj začetek je bil to, da mislim, da nas je Jezus učil, da je božanstvo znotraj nas. In to je začetek. Potem so pa plasti. Jaz delam v 12-dimenzionalnem, torej v modelu 12-dimenzionalnega prostora. Ja, dejansko je pa to. Tukaj je veliko prostora. Ko si omenil ta spomin, recimo Raymond Rüger, en zelo zapostavljen mislec 20. stoletja, on je rekel, da je nad bitjo je pomenejša mnemična bit, se pravi spomin. No, on pravi, da je ta spomin v vseh, in zanimivo, da on je Boga, kot ga mi poznamo, nadomestil z besedo Tao God, pa ni rekel, da mora biti to Tao, pa da je zvezi z Kitajsko, ampak je rekel, bom dal ta izraz, zato ker je bolj procesen, bolj ženski tudi. In on je govoril o mnemični temi, da je cel svet neka mnemična tema, da je vseh. In če mi pogledamo sodobno kozmologijo, dejansko tudi to, kar me zdaj najbolj precej zanima, ta kozmični Jezus, seveda ga lahko imamo, pa tudi Budo, recimo, zato to ni nujno neka ni nujno samo neka etnocentrična ali pa kristocentrična teza, zato ker teh bit je bilo dovolj, da jih v bistvu najdemo. Jezus je lahko kot neka kulminacija tega spomina, ki se utelešal skozi, recimo, če vemo, da dejansko ne bi govorili patetično ali pa kakorkoli metaforično, dejansko smo vsi seveda iz tega zvezdnega prahu nastali. In zato je mene začel vedno bolj zanimati, ko se ti ukvarja s kamni pa z minerali, ko berem tudi pri drugih teologih, filozofih, ki si drznejo reči, kako je v mineralih, rekel, sicer na nek za nas trd način, ampak če pa gremo v kvantno fiziko, kvantno polje, pa vemo, da to seveda nikakor ne drži, to se niso dotaknili, morda so te sile, ki jih ti subzemeljsko zaznavaš, ki si jih omenil zmaji in te velikani, verjetno so to te pač temna snov, antimaterija, gravitacija, ki so pa tudi radioaktivnost, ki so na začetku iz Big Banga sploh omogočil, da se svet razvil in povezal. Vendar, ko sodobni kozmologi razmišljajo, ima ta svet nek namen, to je pač ta tema, ki ne moramo odpreti, pač vse naključje, evolucija ali pa vse božji načrt, da ne bomo tega odgovora našli. Ampak računi kažejo, da bi bila možnost, da bi ta svet šel drugače, tako neskončno mehna, da je, jaz verjamem ta argument fine tuninga, tako imam, da je nekdo mogel tako rekel, poiskati tisto te pravo postajo na radiju, da slišimo program. Ampak to tudi nam ni treba zdaj reči. Ti praviš, da je litosfera, da so minerali, pravzaprav mineralni temelj tega našega celega bivanja. Ti torej razumeš kot neko prvobitno materijo, neko temelj vse materije. Predvsem zavest, dve poglavji v tej knjigi, Emocija med Kristusova navzočnost, nekatere bistvene stvari sem jaz zvedel od eno poglavje je o vidi enega majhnega oljčnega gaja v Dalmaciji, kjer večkrat bivam s svojo družino in potem pa od, jaz temu rečem, stari modrec, to je pa en kamen na istem otočku, kjer in od njih sem zvedel o evangelijih stvari, ki so bistvene, torej, recimo, kje je ženska ali pa odnos do narave, kako je kodiran v Jezusovih besedah, koliko so stale. To so mi ta bitja pokazala, ali pa navzočnost ženskega. In to gre preko komunikacije. Jaz imam vse vprašanje, to vprašanje vse nekako vračam in hkrati poslušam in potem začne prihajati nekakšen oblak do mene in začnem začutiti in potem se pa vključ zavest in iz zakladnice spomina po rezonanci poišče odgovoroče slike in potem še odgovoroče dele iz evangelijev. Tako da točno lahko pokažem,
Potem pa jaz spet to predelujem, premislim, kako to formulirati, da lahko povem, ampak jaz mislim, da ne moramo mi rešiti okoljskih problemov, ki so res ogromni, brez da bi s temi biti komunicirali. Da ne govorim komunikacijo z Gajo kot celoto, ki je kozmično bitje. In mi mislimo, da bomo kar to rešili, ampak tukaj je znanje. Glede teh znanosti in teh podelementarnih biti, recimo jaz mislim, da vsak atom je zmaj. Zmaji so tudi inkarnirani na nek način in znanosti, to z druge strani odkrila. In ko je začela lomiti, recimo atome, se je zmaj pokazal, če ste videli fotografije atomskih bomb ali poročila o teh eksplozijah, to se vidi zmaja in to je v atomu. Vsak atom, to se pravi tako, te sile so znotraj vseh nas zdržujejo stvarstvo, potem mi ga dojemamo recimo kot materijo. In če nimamo odnosa kot civilizacija do teh temeljev, potem se nam slabo piše, potem nič hudega, mislim, sej pač življenje tako uredi, da se bomo morali svoje trme osvoboditi in pripravljeni biti, odpreti senzorje. Jaz ta 12-dimenzionalni sistem sem se naučil od enega nemškega fizika in matematika, to je Burkhard Heim, sedaj sem srečal, v pokojni, in je vse življenje delal na tem in smo delali tudi poskuse v zavezi s tem spominom v vodi. To so znanstveni temelji. Obstaja ena moja knjiga, ki samo v nemščini, Sinhrone Welt, sinhroni svetovi, kjer sem to 12-dimenzionalni sistem, kot ga je on izdelal, prenesel, tako rekoč, ilustriral z mojimi izkušnjami. Eno za drugo, samo izkušnje izdela v naravi. Tako sam je to resničnost. In to, kar si vprašal, v zvezi s kamni, pa ravno tako, po en sam so to kristaline strukture, ampak ti kristali, tako kot naših računalniki, so isti kristali, ki vse nam omogočajo te fantastične, da pišemo knjige, in kaj se... Vse so tukaj vprašali, ja, da greva zdaj nazaj. Jaz imam kar nekaj izkušenj, da so oni računalnik meni ustavil, recimo stavk, ali smer, ko pišem, in mi na nek način pokaže, da je to napačna smer. Marko, ti imaš to boljš občuti premisel. Ker oni so povedali, tista celota, vsi minerali, vsi so drugačna vrsta zavesti. Človek je, in to je naša veličina, da smo individualizirali zavesti. Vse pod nas je enako kot zemlja, kot celota, jaz to tako vidim. Vse pod nas je bodoče vesolje. In mi smo individualizirali, ampak se najdemo v osami, ker smo hkrati tudi del celote, smo osami, če se hkrati tudi ne povezujemo. In to smo mi mislili, da moramo zmeraj bolj individualno, zmeraj bolj, da bomo prišli ne vem kam, prišli bomo do sesutja sveta. Zaradi tega, ker bi hkrati morali, torej simultano, sinhrono, tudi se povezovati, biti del celote, ni samo 5 elementov, so 4 elementi, plus potem te arhetipski, so v zadju elementov. Zato so stare kulture permanentno delali rituale. Rituali so jezik, povezovanje. Morda bi zdaj lahko to umetnost, jaz mislim, da je umetnost sposobna to, ali pa osebna kreativnost, ampak sem pripričan, da bo situacija spravila na kolena
v tem smislu, da bomo pripravljeni razviti jezik kot civilizacija, kako pa mi, ne brez da bi stare rituale vlekli na dan, ampak kako kreativno, lahko vseh drugače, ampak skupaj zdržujemo potem to celoto in se odpre odločnost našo razvoju. Ja, sem v etiki diha, zdaj mogoče zaključek še nekaj besed po prihodnosti pač, ne. V etiki diha sem predvsej razmišljal o teh ritualih in sem jih nekako v tem triadičnem smislu razumel kot nekam pač triada, trikotnik, neka popolnost kaže trojstvo, ne, tudi ne samo v krščanstvu, tudi marsikje druge. Ampak en ritual, ki seveda pa, rituali so lahko takšni drugačni, so tudi rituali nasilja, ne. In zdaj, ti si zelo optimističen in to je mene tudi zelo presenetilo pozitivno, ker večina seveda filozofov, teologov se pase na tem, da pač nekaj kritizira, da so zelo pametni v razmerju do tradicije, do drugih, so cinični, sarkastični, tega tudi dosti v slovenski filozofiji, nažalost, in pa veliko tega v teologiji, neke nadutosti, ti si pa nekako optimističen, nečim vesel, neko veselo oznanilo dajo, čeprav seveda vemo vsi, da samo obrnemo se okrog, pa imamo ogromno razloga za solzen, za žalost, ne. Jaz sem v tvojih knjigah tudi videl, zdaj imamo pač to gripo, ki prihaja iz Kitajske, recimo, imeli smo včasih kugo, ne, danes sem bral recimo Camilla, njegovo kugo, in če preberete začetek knjige prav takole, ne, ta kronika se dogaja v francoskem severno-madžirskem mestu, pač, ki je pripravila Francija za Oran, ne, in to mesto nima nobenega drevesa, nobenega goloba, nobene živali, nobene rastline. Skratka, Camus je to kugo, ne, umestil v mesto, ki nima nobene rastline. Mesto pravi je tako pusto, vse, kar ima, je neko ukvarjanje z posli, z managementom, rekel da on, z trgovino, to jim gre zelo dobro, ne. Potem, dokler se ne pravi prva podgana in druga in tretja in dokler jih ne pride kuga, to je izjemno, ne. In pravi, da če ni morda tih podgani, ki so zlezle ven, če niso to tisti ognojki, ki jih je zemlja mogla ven dati, ne, ker smo tako prizadeli, to, kar mi govorili leta 47, ne. Zdaj, ti pišeš o zlu, o nacizmu, jedrski nevarnosti, prej si govoril o atomih. To so stvari, ki so tudi mene, recimo moja celo knjigo prejšnjo, torej Antigo in sestre, je nosila samo en prizor, ki sem ga enkrat prebral v tem romanu od Jonathana Littla, ne, ker pač v tistih pomorih, ki so jih nacisti naredili v Ukrajini, ko so prvič začeli množično streljati jude ukrajinske, ki ga pač to potem v romanu Jonathan Littl vse po tankosti opiše, ker se postavi v kožo nacističnega komandanta. In tam noter vidiš, da so dejansko ljudje, čeprav so bili to običajni, kot vemo, starši, pa niso mislili, da bo to mogli narediti, pa so kljub temu pod določenimi pritiski šli v to in pobili na tisoče judov in seveda ne samo, kot je bilo ponavadi moških, ampak potem so začeli pobijati ženske in otroke, ne. In potem sem to celo knjigo v bistvu zasnoval na prizoru, ki sem ga vedno skozi imel v sebi, ko pač enega 6-letnega dečka niso dobro zadeli in je pač v jami hlipal, ne, in umiral počas. In recimo taka misel lahko seveda nosi marsikaj, ti si pa dejansko tudi definiral, kako razumeš, oziroma kako ti nacizem razumeš, ta Auschwitz, ki je zdaj obletnica? To je pa veliko vprašanje. Ampak... Kot kakšne vrste interrupcije, če ta beseda lahko sploh obstaja? V osnovi, jaz mislim, da recimo, da je Zemlja naša učiteljica. Zemlja je 4 milijarde staro bitje, recimo. In ona je učiteljica. In vse se tako uredi, da to, kar je v nas tujega, se postavi pred nas, ker nihče nas ne sme prisiliti v to, da smo dobri, recimo. Ker to je božanski dar, ki ga imamo, recimo, svobodne volje, rečem temu. Ni samo volje, ampak da se mi odločamo in da bi se namesto za nasilje odločili za tovarištvo, prijateljstvo, ljubezen, da se nihče ne more prisiliti, ampak jaz mislim, da
je to način, kako na življenje uči, da pokaže pred nami, da se pojavi. In takrat recimo se mi lahko spremenijo, lahko pa tudi ne. Se zdaj pojavljajo neonacistična gibanja zaradi tega, ker se nismo to dovolj zares vzeli globoko, ker to v zvezi z nacizmom so pa zelo arhetipske reči. Recimo, jaz sem opazil, da je nacizem uporabljal belo, rdečo in črno. To so boginjine barve. Uporabljal je svastiko, ki je bil kolo življenja in močne rituale, množične rituale in tako naprej. To se pravi, je pravzaprav tisti nivo, ki smo ga mi popolnoma zbrisali in zablokirali v naši kulturi, se potem tako postavi pred nas. In če mi nismo pripravljeni to videti in ponovno se povezati s svojimi lastnimi, ne vem, kako bi rekel, praelementarnimi ali kozmičnimi nivoji, potem se to zmeraj znova ponavlja. Tako kot, če se poštevam, ki ne naučimo, ali pa razreda, pa se ponavlja. Nekaj takega se žal dogaja. Tudi danes, zaradi tega, jaz delam delavnice za mir po raznih deželah in Moskvi, Londonu in Jeruzalemu, in kjer skušam z udeleženci se dotakniti teh, to se pravi prepoznati in doživeti te globoke nivoje, ki so bili sprevrženi, da se nam pokažejo potem kot permanentne vojne. V bistvu to problem patriarhalnih civilizacij od neolitika sem, od bronaste dobe, so same vojne, samo vojne. Tako da to je tisto povezano, da se je treba, da se boginja vrne, to se pravi, pravzaprav mi se moramo vrniti k tej celovitosti, ki jo ženski princip simbolizira. Zato mislim, da je zelo slabo videti dobro in zlo, torej to delitev, to, kar jaz kritiziram v Matejevem evangeliju. On sistematično, mislim, da 10-krat prekovne slabe ljudi in jih vrže v pekel, kot da je to Jezus rekel, spet isto reče, ampak zmeraj enaki, zmeraj so v nelogičnih situacijah. Recimo, če gospodar povabi z ulice kruljave in slepe in uboge na gostijo, ker gospoda ni prišla. In samo pri Mateju je potem tako, da gospodar vidi nekoga od teh revežev, ki ni v fraku, to se pravi, ni v slavnostem oblačilu. In je rekel, primite ga, vrzite ga ven, najglobljo temo in tam bo škripanje zobmi in program, isti program, ampak grozovito je to, da ne more človek, če se z ulice, da bo v slavnostnem oblačilu. To se pravi, to so sile, ki lahko človeka kadarkoli paknejo v nesrečo in v smrt. So tukaj funkcionirajo v evangeliju kot Božje besede. Tako da to so globoke korenine tako imenovanega zla. In moj način je, da skušam tudi stik ali pa pokazati, kje so izvirne te prasile stvarstva, kot je recimo v zvezi z Maji, kot tistimi silami, ki celo dinamiko vesolja omogočajo. In namesto, da se atomske bombe predelajo, to je simbolično rečeno, ampak zato mislim, da je možno optimistično pristopiti
tudi tem najbolj nesrečnim vidikom. Ker pravzaprav, če se to godi v Afganistanu, pa mi, ki gledamo televizijo, vsi gledamo televizijo, nekako smo udeleženi. To se pravi, smo udeleženi, kot si ti je rekel, ta izkušnja je bila osnova pravzaprav za celo knjigo in si postavil, ne rečem, pozitivne, etične osnove na osnovi te nesreče. In tako se kolektivno nekako je to način, ko se mi začenjamo kolektivno ozaveščati, da smo izgubili neke bistvene povezave in da smo izgubljeni in začenjamo delati grozovitost. Ja, dejansko se to zaokrožen seveda v Bibliji, v Stari zavezi, če beremo Mary Douglas, največjih antropologij, ki je pač poznala jezike in antropologijo in kulturo, rituale, ona zelo jasno pokaže, da recimo tretja Mozesova knjiga, tam, kjer so obredi povezani z živalmi, skozi neko branje zanimivo vidimo, da dejansko praktično nobene živali skoraj ni mogoče použita. In da se tako kot v vseh drugih kulturah, pri Budi, v Indiji, tudi pri Pitagori, v Stari Grčiji, okrog 6. stoletja pred našim štetjem pojavi pač neka nova senzibilnost, katera je tudi Buda prva napoved, za živali, za rastline, za vegetarijanstvo in tako naprej. Mary Douglas to zelo lepo pokaže, kako dejansko so tisto žival, ki so žrtvovali, koliko so mogli, del je použil ogenj, del so mogli vzeti, en del so dobili duhovniki, pa ni nič ostali. Druge živali so bile pa bodisi neprimerno žrtvovane, ali pa tabu, ali pa zaščitene. Recimo zaščitene so bile vse živali, ki so gomazele po zemlji, ker so predstavljale, rekel, se jih ni jedlo, ljudje so mislili, ker so odvratne, V resnici so bile pa tabu, ravno nasprotno, da jih ljudje niso, Potem vsi ptiči, ki niso mogli pobegati, ko so jih lovili, so bili zaščiteni, ker bi jih ljudje drugače lovili. Vse ptice, ki gnezdijo in jajce imajo na odprtem, so bile tabu, in tako naprej. Jaz mislim, da se gibljemo iz ene dobe, ki je zelo povezana z materijo in življenje na materialni ravni, da se gibljemo v dobo elementa zraka, da je to ta veliki prehod, znotraj katerega smo se znašli. To pomeni, da je zavest tista, ki je osnovna in da ni več potrebno žrtvovati z živali ali karkoli materialnega, ampak da se učimo stvarjati svojo intuicijo, svojo zavestjo, ampak predvsem pa v sodelovanju z zavestjo zemlje, vesolja in drugih bitij. Da nastane ena drugačna dinamika. Ja, to je dejansko tisto, kar bi lahko rekel, ta dobra diha, sveti duh od sveti duh. In to je nekaj, kar je elementarno. Tako da s tem mogoče lahko zaključiva. Temu povabil samo spomen Kuša, da prebrali še eno pesem, ki je pač bila tako napisana v luči teh katastrofe okoljske, s katero se Avstralija zdaj sooča, posvečena je tem živalim, ki so tam pač izgubile življenje, nekaj ljudi je tudi umrlo, ampak večina je pa živali. Tako da prosim za smo veseli, da ste z nami. Potem imamo pa še nekaj časa za pogovor. Jaz to berem, zato ker smo zame in kar ona je to prevedla. Potem pa smo to oblikovali skupaj. To je pesnica, ki ima zelo simbolni priimek, namreč piše se Ši. Ja, Šej. Dih dreves, vse ječi vsijo še potem. Žalovanje, ki ga ptice nosijo v prostornem zraku, planetarna duša, ki spreminja tleče ljubezenske predmete. Narave, v melanholijo, mladiči brez gnezd zaradi pekla, zasmojene koale so priča vrstam sopotnikov, politnim rožam in vsem tem zadušenim mladikam,
Borijo se, da bi zrak dali življenju in opraševale, saj je to delo njihove biti, kakorkoli že iznakaženi in upepeljeni bodo njihovi sorodniki. Hvala. Za ta pogovor. Prepričana sem, da je kar precej vprašanj. Prosim. Vili, jaz imam vprašanje v zvezi z katastrofami, ki se dogajajo. Moj pogled na stvari je to, da vedno nekako narava nasrta. Recimo v Sloveniji smo imeli žled. Mislim, da je tretjina gozdov morala jeti, ne. Zdaj v Avstraliji spet gozdovi živali. Ampak nekako smo vsi tega mnenja, da nekako to niso ta pravi krivci, da je človeštvo tisti krivec, ki nekako je krivo za stvari, ki se dogajajo, ne. Kako se zdaj to razlagati, recimo, to je neka moja dilema, ne. Ja, jaz govorim o preobrazbi zemlje, torej, da to niso nobene podnebne spremembe. To je skrivalno ime za en velik, širši proces, kjer zemlja se vrača, pa ponovno razvija svojo večdimenzionalnost, ki je itak zmerom bila, ampak smo šli skozi eno obdobje globoko v materijo, in tukaj ni nobene poti naprej, ampak zemlja začenja razvijati to večdimenzionalnost, kar pomeni, da umika to popolno koncentracijo, ki smo jo pravzaprav mi pripeljali do take pretirano globoke točke. To je v njeni kosmični zgodovini, ne more drugače verjetno. Kar pa pomeni, da poka tisti trd obroč, smo ga tisočletja projecirali na zemljo in naravo, v tej patriarhalni fazi razvoja, mislim. Poka, če bi mi sodelovali s to preobrazbo, in to je tudi eno poglavje v tej knjigi, Od zemlje iz Kristusova navzočnost, o tej preobrazbi, če bi mi sodelovali na nivoju zavesti in potem tudi v dejanjih, potem bi to zemlja lahko speljala, ker mi imamo sposobnost kot večdimenzionalna bitja, da sodelujemo, pravzaprav od nas je celo odvisno, če bo to zemlja lahko izpeljala. In ker je pa mi trmasto zdržujemo ta ozek obroč, potem pride do lomljenja in ta ritmično pridejo, zdaj na tem koncu zemlje, zdaj na drugem koncu, zdaj v 4 elementih, to se pravi ali preko vode, kot je tudi žled spada zraven, ali preko ognja, ali zemlje potresi, ali te strašni vetrovi. To je, zemlja ima svojo, skupaj z elementarnimi svetovi in ima svojo pot in mi ne moremo jo zadržati tam, kjer se mi dobro znajdemo, imamo vse lepo organiziran, ne slabo organiziran, ker v glavnem ljudje stradajo ali pa so v vojni. Tako da mi moramo najti način, kako prepoznati pot, ki jo zemlja ubira in začeti z njo sodelovati kot kaj s tem mikrokozmičnim božanstvom. Ono ve, kje je pot, mi pa ne vemo. In tako pride do teh nesrečnih trkov med civilizacijo, ki trmasto vztraja
na tej znanstveno utemeljenem pogledu na vse stvari. In Zemlja, ki gre to dobo diha, to se pravi v neko novo fazo svoje evolucije, ki je tudi za nas zelo pomembna, ker nam odpre prostor in poti nadaljnega razvoja. In to je tragično, kar se godi, ampak teoretično ne bi bilo potrebno, da bi se tako godilo. Če bi bili mi kot civilizacija pripravljeni prisluhniti in sodelovati s temi procesi preobrazbe. Še kakšno vprašanje? Jaz bom ene par pesniških vidikov povedala. Mogoče bi morala na začetku povedati, da sem Marka prvič poslušala v galeriji Emona. Takrat Se sliši zadaj? davno, ko sta nastopala skupaj s Tomažem Šalamunom in sta oba paralelno govorila. Ti si govoril svoje izkušnje iz Šampasa, on pa je govoril svoje izkušnje iz poezije. In jaz sem takrat to dvoje povezala za svojo uporabo. Zato, ker nisem želela imeti v svoji poeziji te ločenosti, ki jo je on uveljavil. To se pravi, da se mi zdi, da je premalo akceptiral to, ker je bila vaša izkušnja iz Šampasa. Ampak to, kako mi delamo Zemljo, pravzaprav ni nič drugega, kako delamo iz sabo. Mi tudi vemo, kaj bi smeli in kaj ne bi smeli. Ampak koliko pa je danes intelektualcev, ki imajo svojo delotvorno vednost. Mi ogromno stvari vemo, včasih jih nismo vedeli, danes jih pa vemo, ampak jih ne prakticiramo. In mislim, da tudi prej bilo rečeno, da pač nasrka samo Zemlja, ne, oziroma narava. Jaz mislim, da ljudje strašno nastradajo, vsak dan in vsi. In tudi, če nimamo vojn, tudi, če nimamo teroristov, mislim, da je že to velika stvar, da je, ne vem, vsaka tretja ženska ima, ali pa četrta ženska ima težave, neke tumorne, vsak moški, tretji, četrti. To se pravi, teh težav je ogromno in mislim, da smo tukaj popolnoma vsi povezani, vsi udeleženi in da je naša usoda zelo, zelo podobna. In da se samo mogoče navidezno zakriva to, tudi to, da mislimo, da gori v Avstraliji, ne, gori tudi pri nas. Vse stvari se dogajajo, kakor so rekli, najprej v človeku, šele potem. Najprej introvertirano, šele potem ekstravertirano. To je druga stvar. In meni se zdi pravzaprav strašno smešen, da tako velika močna znanost govori o tem, da bi šla na Mars. In se nikoli ne pomisli, da je Mars enkrat bil tako lep kot Zemlja. Pa jaz? Jaz sem optimističen glede tega, da bo Zemlja in njena elementarna svetovi, da bodo našli način, kako zbuditi človeka. Jaz mislim, da iščejo način. Jaz vidim, kako se elementarna bitja pripravljajo na to, da bi vzpostavila komunikacijo s človekom. Kako študirajo, kdo človek je in kako se nam da približati. Ne vem, jaz v različnih ozirih vidim, da nismo sami in da ni tako, da nas bo Zemlja kar prepustila katastrofam, ampak je še zmerom premalo zanimanja strani ljudi. Smo preveč
ujeti še v star način mišljenja in gledanja na svet. Ampak to se, kot jaz opazujem zadnja desetletja, se to rahla, se odpira. Tako jaz zaupam, da gremo skozi eno pravzaprav težko izkušnjo, zelo težko izkušnjo, ampak ta izkušnja ni zato, da nas uniči, ampak je zato, da nas osvobodi vsega balasta, ker mi nismo, pa mislimo, da smo. Tako bi jaz to postavil. Križanje je težko tako razumeti. Kaj? Kristusovo križanje je težko tako razumeti, ne? Človeku. To je bilo, kar jaz recimo v svoji knjigi, ko interpretiram ta dogodek, ga razumem kot neko resno, bi rekel, tako obdobje, ko neka res kozmična noč zagrnila, se tudi tako opisuje evangelij ta svet. In takrat tudi sam napišem, da nekako ni bilo šale na nekaj čim, da je bila ta cela sveta trojica v krizi, ne, kot Bog, Oče in Duh, ki je nekako bil, ampak da je pa vendarle Jezus, ko se je pač vrnil, kako si to že lahko kdo razlaga, skozi vero, skozi kaj drugega, ne, je prva stvar, kjer je naredil, je pač srečal Marijo Magdaleno, torej se je nekako najprej srečal žensko energijo, drugič je pa učencem potem podelil diha, ne. Se pravi, takrat je pa potem ta kozmična noč nekako se končala in je lahko nastopila ta predoblika te tretje dobe, ne. Ampak to pa ne pomeni, da ni bila ta recimo noč, pa ta kriza takrat, rekel, trinitarična kriza huda, ne. Se pravi, bila je tako huda, da če ne bilo dovolj vere, če tako zdaj rečemo v tem smislu, koliko danes rabimo to neko vibracijo z elementarnimi svetovi, kako to razumemo, takrat so jo pa rabili, verjetno te ljudje, ki so tam bili, so rabili dovolj neke energije, ali pa nekako je mogli biti nekaj dovolj kozmične, če hočem reči, ne bom se šel v interpretacije, ne, da se je ta svet nekako, ja, da se je povrnil, ne. Kako pa vi razumete to, da jim je podaril dih? Kaj razumete po tem? Ja, v Stari zavezi nekaj piše, da če bo Bog potegnil vase dih, bo konec sveta, ne. Recimo, zdaj to je še staro zavezno razmišljanje, češ, Bog lahko, se vram, bom naredil prehod, ne. Stari zavezi so še tako razmišljali, Bog lahko to vzame, ker je pač vladar in ubije človeštvo, ne. Zdaj, seveda, tle v novi zavezi pa ni več tako, ne. To razumem kot preprosto, da je on s tem svojim, rekel, telesom, s katerim, zdaj, kako razumemo, se vrnil, se osredilo na tisto, kar je temeljno za vsa bitja, ne. To pa je pač temelj življenja, temelj vse narave je dihanje, ne. Tudi pri najmanjših bitjih ga najdemo, ne. In ko je to pač se odločil nekako pnevmate, kot se pravi, ko jim je dal, ne, on je, ko je umrl, izdihnil, ne, seveda, na križu, ampak, ko je on izdihnil, je bila torej potem ta kozmična noč, če hočemo reči. Potem, ko se je pa vrnil, je pa na nekim novi ravni prišel, z nekim novim dihom, ne, z neko pnevmo, ki pač pa lahko zdaj na nek nov način, etičen, ne vem, vključujoč spolno razliko, vključujoč naše telo, ne, neko, on je torej, kot pravijo, novi Adam, ne, prvi, ki je na nov način živel bitje, ne, svoje bitje. In to je tudi bistvo Mesije, ne, vse, kot pravijo ljudje, ne, to Agamben lepo pokaže, kako bo, ko bo Mesija prišel, ne, vse bo enako, samo čist majčkan drugače, ne. Se pravi, vse bo popolnoma enako, vendar, ko bo Mesija med nami, jaz si to tako predstavljam, pač en otrok namesto večer, da zaspi, pa ga skrbi, pa tako naprej ne bo skrbel, ne, bo zaspal v miru, ne. Pa se prebudil in tako naprej. Skratka, stvari bodo enake in zato tako občudujem mormonsko teologijo, ki pravi, da bo to odrešenje in ta, rekel, stajenje, da se bo vse dogajalo na tej ravni, ne, na tem svetu. To se zvuki prav za Satori, bil vse tako sam čisto. Ja, in dejansko vse slota, da pravi se šali, da so ti onstranski svetovi, da se zdaj velike migracije dogajajo, da ljudje zapuščajo, ne, onstranstvo, ne, da jih ogrom prihaja dol. Seveda, ker tam gor ni več kaj početa, ne. In to so oba z Markom prepričana, da tudi Buda, recimo, je skrit v najbolj notranjosti srca, ne, je Buda v budizmu, ne. Enako Jezus nekako je skrit pravzaprav v vsakem sopu, ki nas poganja, ampak tisto uživljoči princip je pa po mojem trdnem pričanju ta pnevma, ne, ta dih. Se to nikujem, ampak se vam ne zdi, da je Kristus te svoje učence učil tehnike,
čeprav Ne, to pa ne. Namreč, Učenci so ga, lahko jaz citiram, učenci so ga vprašali, mojster, kaj naj delamo, ali naj molimo, ali naj delimo Boga, ali naj se postimo, kakšne rituale, kaj naj molimo, kakšne rituale. Je rekel, nič od tega. Vi bodite resnični in ne delajte tega, kar ne marate. To jaz ne verjamem, to je Cerkev napisala. Ne, to ni šala, to je... To je Cerkev napisala, ker sigurno ni noben mojster, nastal mojster, tako ne da bi resno delal na sebi določene tehnike, ki so Sej to je najbolj resno, v življenju živeti resnično. Ko ga je Samaritanka vprašala, je rekel, oče želi, da molimo v duhu in resničnosti in resnici. To pomeni v zavesti in v življenju. To je najbolj zahtevno, živeti to, kar je res in kar je ljubeče do drugih. To je najvišja disciplina. Ja, Dušan, tukaj zanima me, če si mogoče bil po letu 2000 gor na Kureščku, sta Marijina cerkev, ne? Si bil? Ena freska je na zunanjem delu, kar sem zadnjič bil, je izredno zanimiva, ampak to v luči tega tvojega, te zgodbe, Kristusovo telo, ne, pa hostija prelomljena, ne? Ker včasih posod vidimo tiste simbole, ne, trikotnika, Oče, Sin in Sveti Duh. Tukaj je pa ravno zaradi te, bi rekel, izredne navzdočnosti simbolike Marije, ne, se pravi ženskega počela, je umetnik, ker žal ne vem kako, nisem se še pozanimal, kjer umetnik si, kar je to, on je naredil simboliko prelomljenega kruha in to je postavil Jezusa in Marijo v istem razmerju, ne, tako kot Oče, Sin in one dva držita oljenko kot Sveti Duh. Ne, se pravi, da je to in tudi križanega Jezusa je noge z dvema žeblama, ne, tako da je, kot da je, jaz mislim, da je s tem izpostavil ta princip ženski pa moški princip. Ne bi to praviti. To je Oedipov kompleks, ne morata sin in pa mati. To je zaradi tega, ker so brisali Marijo Magdaleno. Mi vemo, da je ne samo ljubica, ampak verjetno je bila tudi žena. In ona je pred križanjem z oljem, z mirto polila, ga je mazilila in ga je prva srečala in je rekel, še ne se me dotakniti, kot še nastajam. To se pa interpretiral, ko sem ti hotel reči, da je to Marija Magdalena, ne? Kaj? To sem ti hotel naprej povedati, da to je simbolika Marija Magdalena. A ja? No, to so pa na isti Nisem prepoznali. Dobro večer, jaz sem Irina, bom poskusila v slovenščini nekaj vprašati. In kaj pa mislite o otroštvu, oziroma če ima otrok eno vlogo v tem, vse, kar ste razlagal, ker jaz sem se napisala elementi, senzorialnost, sensibilnost, dih, duh in otroci. In tudi če vas gledam, ne, da včasih zgledate kot otrok, se smejete tako, Kaj? Jaz sem imel tukaj eno temo, ki nisem odprl, pa tako nekaj dal besedo. Marko omenja prednostne pravice otrok v svoji knjigi. Tako da je to izjemno redko najdemo, to, kar si hotel vprašati. Ja, jaz trdim, da vse to, kar Jezus govori, recimo, bodite kot otroci, otroci imajo posebno angela v nebesih. Starec bo vprašal 7 dni starega otroka, kaj je smisel življenja in bo živel. In to se sploh ne nanaša na otroke, to nima nič otroci. To hoče reči, znotraj tebe je otrok. To se pravi, tisto prvinsko bitje
prav vzorec človeškega bitja je znotraj tebe in mi moramo to živeti, to se pravi, biti hkrati odrasli in otroci, simultano. Tako je to mišljeno. Jaz sem v knjigi to dokazal s primerjavo različnih njegovih citatov, kjer se vidi, da ni mislil na otroke, ampak je mislil na to, da ker smo izgubili to prvinski stik, kot da ima otrok, ko se rodi, ko iz celosti recimo pride v materialni svet, ima sabo prinese občutek za celovitost. In to je problem šolstva, recimo, da to izgubimo med drugim, pa staršev. To ne razumejo. Mi bi morali to ohraniti skozi celo življenje tega otroka in hkrati postati odrasel in biti odrasel. To sta kot dva nivoja človeškega bitja. Je še tretji, jaz rečem elementarni jaz. To je pa tisti jaz, ki je del elementarnega sveta in ga na skrit način uteleša, po moje, Janez Krstnik. To se pravi, se je hkrati rodil z Jezusom in sta oni dva se prepoznala še v trbuhu, ko je Elizabeta oziroma Marija obiskala Elizabeto. Zaradi tega, ker predstavljata dva vidika človekovega jaza, zapravo elementarni jaz in pa dušni jaz. Potem je pa še ego oziroma osebnost utelešenega človeka. Ja, tako se. Zato, recimo, Leonardo da Vinci in več slikarjev je to upodobil tako, da je Jezus v Mariji na kolenih in Janez Vere stoji zraven na tleh in ima kožo živalsko, čeprav še majhen deček, ima živalsko kožo čez ramena, da bi se ja povedali, da spadata skupaj, da sta, torej mi smo zatrli ta elementarni jaz v nas in to je izvor tudi naše utujenosti zemlji in naravi. To sta dva dečka, ki sta v vsakem človeku, ali pa deklici, v vsakem človeku in ta dva otroka bi mi morali gojiti, kako se reče. Ne bi smeli zatreti. In mislim, da zdaj smo pa odrasli, pa ni več otrok v nas, ni več realen je. To je tudi Nietzsche veliko o tem govoril. Prevredotevalec vrednoti tega otroka popeljal, pa živali, ker je intuitivno vedel, da je to tisto, kar je zelo narobe. Ja, se podobno govorim tudi o živali znotraj, da je vse kot v tej knjigi Vesolje človeškega telesa, da smo tudi povezani z različnimi skupnimi dušami živali. Tako da, ker one utelešajo določene pravzorce. In zodijaka, recimo, zodijak je krog, živalski krog po grško. To se pravi, to so določene arhetipi, ki živali so jih prve utelesle in potem so nam posredovale, ko smo se mi začeli inkarnirati, so posredovale te arhetipe. Zaradi tega recimo neke stare kulture govorijo o power animal. O totemizmu je to. Ja, zelo jasno. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, dovolite mi, da bi morda za zaključek delila eno čisto kratko izkušnjo, ko sem pred kakšnimi 3 desetletji namreč kot brucka začenjala filozofijo na filozofski fakulteti, se spomnim kolegice, ki je ob filozofu, ki je razlagal, kako je mišljenje osrediščeno samo v človeku in je ona opozorila, kaj pa Marko Pogačnik, ki govori o senzibiliteti narave,
kako jo je zavrnil, Marko Pogačnik pa ni filozof. Spomnim se, kako sem takrat brucka, ki je bila željna spoznavati vseh smeri, vseh načinov mišljenja, bila nekako šokirana nad tem izključujočnostnim principom mišljenja in filozofije pri nas. In vesela sem, da sem potem, ko sem tudi sama pogosto pristajala na ta princip, danes doživela ta večer z vami, da smo vsi doživeli mišljenje, ki je vključujoče, ki prisluškuje drugemu in drugačnemu in nas tako drugemu tudi odpira. Hvala vama za ta večer in hvala vsem, ki ste prišli in seveda takemu večeru sledi kaj drugega kot druženje med nami zunaj. Hvala lepa.